V studio danes prihaja aktualna direktorica občinske uprave, ki je kot vršilka dolžnosti funkcijo prevzela pred dobrim tednom. Občinska uprava je načeloma servis občanov, ki pa včasih od uslužbencev pričakujejo preveč. Občina naj ima asfaltira lokalno cesto, zniža stroške za komunalo, obdari otroke ob novem letu in še popravi vaški vodovod, pa tudi zgradi novo šolsko telovadnico in plača glasbenike za novoletno zabavo. Vse to je dobro in koristno, pa vendarle. Občani si želijo predvsem hitrejših upravnih postopkov in ne razumejo, zakaj morajo na primer iz Cerknega po vozniško dovoljenje na občino v Idrijo. Drži torej, da po novem občine izdajajo gradbena in vozniška dovoljenja? Odgovor na to in še druga aktualna vprašanja bo zagotovo vedela ugledna pravnica in sedaj vede direktorica občinske uprave. Polona Lapanje, dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Prevzeli ste mesto direktorice v občinski upravi, sedaj še kot vodja del, VD direktorica. Tako. Povejte nam, kaj pravzaprav delajo vaši uslužbenci v občinski upravi? Se pravi, največja opravka s strankami z občani občine Idrija. Predvsem pripravljajo strokovno gradivo za pravilno in smotrno odločanje tudi potem ostalih deležnikov, se pravi občinskega sveta, naših odborov in komisij. Tako da smo, bom rekla, v večji meri nekako svetovalni, strokovni in support tako županu kot ostalim deležnikom. Občani se obračajo tudi na uslužbence državne uprave, upravne enote, lahko razložijo to razliko med občinsko upravo in upravno enoto. Ja, zdaj ne glede na to, da smo pač locirani v istem poslopju, imamo različne naloge, torej te naše naloge opredeljujejo različni predpisi, predvsem, kot sem že uvodoma povedala, na naši strani, se pravi na strani občine, je pomoč, bom rekla, pri nekem generalnem odločanju v sami lokalni skupnosti. Upravna enota pa dosti širše naloge z področja, bom rekla, bolj uporabnih zadev za naše občane, se pravi vozniška dovoljenja in take stvari, katere se pač hitreje ureja in bolj tekoče ureja pri njih. Se pravi, gradbeno dovoljenja, osebne izkaznice tako. In vsi ti postopki, to je upravna enota. Tako, to je vse upravna enota. Občinska uprava pa je v bistvu servis občanov in servis občinskega sveta za izvajanje lokalne samouprave na območju občine. Tako, se pa nekatere naše naloge tudi prepletajo, tako da se srečujemo v določenih delih na istih temah, se pravi tako se občani srečajo tako s sodelavci iz občinske uprave kot sodelavci iz upravne enote. Ko govorimo o odnosih do občanov, so najbrž pomembne lastnosti vseh uslužbencev v vaši enoti, najbrž prijaznost, ustrežljivost, evidenčnost, tako. Seveda. Je tukaj kaj rezerve še za izboljšave? Rezerva za izboljšave vsekakor je na vseh področjih. Menim pa, da z nekim, bom rekla, medsebojnim razumevanjem, tako tudi občanov kot tudi naših zaposlenih, se da marsikatero zadevo rešiti na zelo eleganten način. Tako da zato si bomo prizadevali še naprej. Je pa vsekakor naša prva stvar skrb za naše občane, transparentnost, odprtost, ustrežljivost tudi, seveda vse do neke določene mere, kjer pač tudi naši uslužbenci, bom rekla, potegnejo eno črto in stranko ali odslovijo ali jo napotijo nekam drugam ali kakorkoli. Spoštljivost in zmernost na obeh stranih. Tako. Živimo v času digitalizacije. Kako lahko uporaba teh digitalnih metod in orodij pomaga pri učinkovitejšem delovanju vaše občinske uprave? Absolutno nam skrajša čase, se pravi čase naših dogovorov. Tako da tukaj se bomo vsekakor trudili še naprej, tukaj se tudi na državnem nivoju ogromno zadev pripravlja, ki bodo olajšale delo vseh, bom rekla, tako strank kot tudi naše delo. Čeprav več težav z uporabo digitalnih orodij imajo najbrž občani kot vaši uslužbenci. Ja, najbrž občani večkrat, s tem namenom seveda tudi razmislek v smeri, kako jih izobraziti, kako v bistvu tudi občanom na en, bom rekla, relativno enostaven način približati to digitalizacijo in jih pač spodbuditi tudi jih uporabiti digitalizacije.
Kaj pa to v praksi pomeni? Lahko občani izpolnijo kakšno vlogo, karkoli, kar doma na računalniku? Marsikatera vloga je dostopna na naši spletni strani, tudi mislim, da v večini so jo občani kar poslužujejo. Smo pa še zmeraj odprti, se pravi v uradnih urah, tudi za pomoč pri izpolnjevanju različnih vlog, tako da občani pač tisti, ki tega niso vešči, se lahko obrnejo tudi na nas, dobijo ustrezno osebo pri nas in jim pri tem pomagamo. Je pa cilj seveda čim več v bistvu spraviti na, bom rekla, nek digitalni nivo. Prej ste omenili tudi transparentnost. To najbrž v povezavi s transparentnim trošenjem javnega denarja. Ja, tudi. Tudi? Ja. Imate pri tem na občini težave? Po mojem vedenju zdaj, se pravi po temu letu, dobrem letu, ko sem na občini, so konstantno pač diskusije tudi na to temo. Ne bi temu rekla težave, vsekakor pa pač tukaj moram malo večji pogled dobiti, da se lahko predelimo, so zdaj tu težave ali niso. No. Celoten proračun občine, dokument je, priznajmo si, še kar zapleten. Zapleten. Še uslužbenci včasih morajo razmisliti, kako je pravzaprav sestavljen. Kaj šele, da bi občani, ki se s tem ne ukvarjajo poklicno, znali pogledati, kako se sredstva porabljajo. Občinski svet sprejme proračun, če poenostavimo, predlaga ga župan, sprejme ga občinski svet. Tako. In potem ga morajo občinski uslužbenci pravzaprav uresničevati. Tako, izvrševati. Na transparenten in pregleden način. Tako. Kaj je mogoče narediti, da bi bili vsi postopki, po vašem mnenju, občinske uprave še bolj poenostavljeni in še bolj prijazni do uporabnikov? Predvsem je treba, jaz bi rekla, da predvsem se držati v bistvu teh predpisov, katere imamo, katerih se pač moramo držati pri samih postopkih. To je zakon o upravnem postopku? Tako, zakon o upravnem. To je temeljni dokument, bom rekla, neka naša mala ustava, po katerih moramo postopke voditi. Tukaj je ključno razumevanje, se pravi postopkov tako na strani uslužbencev, kot tudi na strani, bom rekla, strank, zato se pač trudimo postopke tudi pojasnjevati, jih obrazložiti, da so, bom rekla, strankam, občanom bližje in da jih razumejo. No. Kako pa gledate na kritike? Včasih kdo nezadovoljen, napiše kritiko, pove kritiko. V prvi vrsti na vse kritike poskušamo reagirati s prijaznostjo. Jaz mislim, da s pojasnjevanjem, bom rekla, v enem tak srednje strokovnem dialogu bi se marsikatera zadeva razrešila prej mogoče kot se. Ampak kritiko sprejmemo, poskušamo odpraviti napake, ki so bile, pomanjkljivosti, ki jih imamo, tako da kritika, če pač pravilno vzameš, izmeri dobrodošla. No. Kot direktorica občinske uprave imate, bi rekel, v najožjem krogu sodelavcev, s katerimi sodelujete, župana pravzaprav, ne? Tako. In vse uslužbence, pa potem člane občinskega sveta. Tako, svetnike, ja. Člane vseh odborov in komisij, člane svetov krajevnih skupnosti. Tako. To je zelo veliko ljudi, ki jih morate tako, s katerimi sodelujete. Ja, to je kar veliko število pač ljudi, različnih tudi karakterjev, različnih osebnosti. Zdaj na vse te sestanke nekako še čakamo, glede na to, oziroma jaz osebno vseh še nisem imela priložnost spoznati v živo. Ampak ja, to je kar marjenje, bom rekla, med zelo različnimi deležniki, tudi s različnimi interesi, tako da je to, si predstavljam kar umetnost, bom rekla, uhoditi nekako vsem. No. Največ pa sodelujete pravzaprav z vašimi podrejenimi, tako? Ja. To so uslužbenci. Koliko jih imate pravzaprav v službi? Trenutno nas je na občinski upravi 35, pri čemer smo organizirani v oddelke. Torej, zdaj jaz za naprej si predstavljam bližnje sodelovanje, se pravi z vodji teh oddelkov. To je 6 oseb, če vzamemo zraven tudi inšpektorat. Tako da s temi 6 osebami, bom rekla, najbolj tesno, potem pa seveda tudi z vsemi ostalimi sodelavci na področjih, kjer bo potrebno pač neposredno sodelovanje. Tu so pa še direktorji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Tako. Teh je tudi, mislim, da 6 ali 7, ne? Tako, ja. Od vseh naštetih je, mislim, da edino inšpektorat je pravzaprav medobčinski. Medobčinski, tako. Kako upravljate dve občini, pravzaprav eno službo? Se pravi, čisto tehnično gledano pri nas poteka nekako vsa administracija, vsa konkretna in neposredna dogovarjanja.
strani občinske uprave občina Idrija. Oba župana se prav nekako enakovredno tudi v odnosu do same inšpektorce. Sicer pa centralizirano tukaj v Idriji. Inšpektorat pa je prisoten na obeh lokacijah, tako v občini Idrija kot tudi v občini Cerkno v času uradnih ur. Delovanje občinske uprave, stroške za delovanje pokriva občinski proračun. Če bi imeli skupno občinsko upravo z več občinami, bi država pokrila dobršen del teh stroškov. Ampak ta trenutek ni, ne? Ta trenutek ni tako urejeno, ne. In tudi najbrž ne bo moglo biti prav v bližnji prihodnosti, kajti vse sosednje občine so že nekam povezane. Drži. Smola, bomo rekli, kako motivirati zaposlene v občinski upravi, mi piše na tem listu. Ja. Težko. Pa mislim, da ne. Predvsem zdaj iz mojega vidika, kot čisto na začetku, bom rekla, ti karierne poti z vzpostavitvijo nekega zaupanja. Najprej se prav bistveno je, da tudi zaposleni spoznajo mene, da spoznajo moj način dela, da se privadimo, bom rekla, eden na drugega. Ko se enkrat zgradi zaupanje, je možno tudi iskati neka ravnovesja, iskati, bom rekla, rešitve na določene težave, se prilagajati eden drugemu. Tako da jaz mislim, da v bistvu največja motivacija se bo pokazala oziroma se bo izrisala, ko bomo nekaj časa delali skupaj. Definitivno pa mislim, da to je možno vzpostaviti in že zdaj motivacija za, bom rekla, učinkovito delo je strani sodelavcev, bom rekla, visoka. Tako da nimam tukaj bojazni. Pri plačah ste, bi rekel, ukalupljeni v sistem javne uprave. Tukaj najbrž nimate veliko manevrskega prostora. Zelo malo, kar je, pač ga poskušamo najti, sicer pa plače so, kakršne so. S temi dvigi v zadnjem času mislim, da se je situacija nekoliko izboljšala. Je pa v perspektivi tudi v prihodnjih letih je že začrtano dvigovanje plač, tako da... Je začrtano, tako da tudi zaposleni so s tem seznanjeni, si nekako znajo predstavljati vrednosti, tako da mislim, da se tukaj je bil kar velik korak naprej narejen v tej smeri. Lahko poveva tudi nekaj vaših osebnih podatkov o vašem kariernem razvoju. Po študiju poveva najprej to, da ste pravnica. Tako, magistra prava, Da ste delali na kolektorju, kot se reče, potem v odvetniški pisarni, nazadnje, preden ste prišli na občinsko upravo v Idrijo, ste bili vodja kadrovsko-pravnega področja v Hitu. Tako. To je sicer igralniška dejavnost, ki nima z občinsko upravo prav kaj velikega. Ne prav velikega, kljub temu, da je v pretežni lasti države, tako da malček sistema poznam, tudi z tega nivoja. Sicer pa se prav začela karierno pot na kolektorju kot štipendistka, takrat zelo hitro vključena v različne delovne procese, glede na zelo napredno, bom rekla, okolje delovno, dobila tukaj ogromno enih izkušenj, z nadaljevanjem v odvetniški pisarni tudi nekako razširila, bom rekla, spekter vsebin, s katerimi sem se zaznala, tako da definitivno zelo pozitivna in dobra izkušnja za začetek kariere. Zdaj nekako po želji, po nekih novih zadevah sem šla bolj na Goriško, v Hit. Tam se je odprla ena lepa priložnost tudi za v bistvu vodenje ene skupine zaposlenih. Tukaj smo bili primerljiva skupina kot zdaj, bom rekla, v občinski upravi. Tam nas je bilo 35 isto. Tako da veliko izkušenj tudi tam. Predvsem, bom rekla, s tem krmarjenjem med upravo, lastnikom, zaposlenimi in tako naprej. Tako da zelo koristna, bom rekla, izkušnja takrat. Iz teh dobrih izkušenj v Hitu, v igralništvu, pa v javno upravo. Pravzaprav človek bi težko razumel, da ste šli na slabše. Ne. Druga. Ne, mislim, da ne na slabše. Definitivno ne na slabše, ne grim, običajno ne grim. Ne, tukaj je v bistvu se ponudila ena priložnost, bom rekla, zelo mogoče nepričakovano. Predvsem, bom rekla, vrnitev v lokalno okolje me je spodbudila, da sem to zamenjavo naredila. Tudi je ne obžalujem v nobenem trenutku. Predvsem, bom rekla, bistveno lažje usklajevanje poklicnega in čist družinskega življenja, kar nekako pretehtano, v nekih trenutkih to pretehta. Prej sicer nisva povedala, da ste bili do sedaj zaposleni v pravnem oddelku občine. Niste tako, sedaj tako čisto na novo? Ne, čisto tako. Na novo, ne. Približno leto sem že na občini, ja.
Kako bi opisali vaš slog vodenja? Ste trd pogajalec, dosleden, razumevajoč? Mislim, da sem kar razumevajoč pogajalec, pri čemer, bom rekla, znam vseeno sfiltrirati informacije, ki jih v enem trenutku potrebujem, in se s tistimi v bistvu na tiste osredotočiti, tako da znam ohranjati neko rdečo nit tudi pogovora in samih pogajanj. Sicer pa mislim, da je zelo odprt tip vodenja, s pogovorom, z razumevanjem na obeh straneh zmeraj, a ne. Ampak z jasno začrtanimi cilji. Tako, Živite v Godoviču z družino, tako. imate šoloobvezne otroke, tako da najbrž poznate tudi, kako deluje šolstvo v našem okolju. Tudi. Boste kmalu dobili dvorano v Godoviču? Ja, se veselimo. Zdaj, kako kmalu jo bomo dobili, še ne vem, ampak ja, je nekako v načrtih, ja. Najbrž boste med prvimi Godovčani, ki bo to vedela. Ja, Najbrž. mogoče bo še kakšna prej, no, ampak ja. Polola Lapanja, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in želim vam, da bi se, ko bo redni razpis za rednega direktorja, da se tudi takrat prijavite na to delovno mesto in da ste pri tem uspešni. Najlepša hvala tudi vam za povabilo, vsem gledalcem. Bomo razmislili o teh zadevah še. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.